Lep pozdrav, Novomeščani in vsi iz okolice, bližnje in daljne, ki ste prišli na današnji dogodek. Mene to ful moti, ker vaju ne vidim. Publika ni glih toliko pomembna danes, kot sta vidve, tako da danes se bomo pogovarjali o knjigi, ki jo imamo tukaj pred sabo, večinoma o drugem delu 5 knjig, če sem si prav zapomnil. Načeloma. Načeloma, ok, dobro, to založnike strašno razveseli. Pa avtor pove, da bo mogoče 5 ali pa 7 ali pa 8 knjig. Ne, sej bo 5, sej bo 5. Ok. Skratka, pogovarjali se bomo o tem knjigi, ki je zame, jaz bom rekel, eden najbolje izdelanih fantazijskih romanov v slovenščini, izvirnega slovenskega avtorja oziroma avtorice. In pogovarjali se bomo z Julijo, kjer sem si jaz zapisal ene par podatkov za vas, da vam jo malo predstavim. Slišal sem, da si pred kratkim diplomirala. Magistrirala. To je lažna informacija. A ja, to je lažna informacija. Nekdo mi je to danes rekel, zdaj pa, a je bila tvoja urednica, ne vem, ampak... Mislim, oddala sem diplomo, ampak še jo moram zagovarjati. To je Mislim, še vedno lahko kak plagiat najdejo v njej. Upam, da ne bodo. Tudi jaz to upam, skratka, oddala si diplomo, to je skoraj, kot da si diplomirala že. Sicer študiraš skratka primerjalno književnost in literarno teorijo na Filozofski fakulteti in pa jaz sem nekje prebral, da si to knjigo začela načrtovati že oziroma načrtovati idejo zanjo si dobila, bova tako rekla, pri 11 letih. Ja, tako je. Dobila sem jo, se pravi, na tak način, da sem je nekaj sanjalo. Bil je tako nek prizor, ki v bistvu ni vključen v nobeno izmed knjig. Mislim, res ni bil nič posebnega, v bistvu je šlo samo za neko atmosfero, ki sem je potem skušala uloviti, ko sem pisala knjige. Ne spomnim se zares nekih podrobnosti, ker je v bistvu že zelo dolgo od tega, ampak vem, da je samo bilo zelo intenzivno, skrivnostno, polno neke magije. In bili so 3 liki, ki recimo v prvi knjigi recimo, da so 3 glavni liki. Definitivno niso bili definirani, tako da v bistvu vse, kar je kasneje definiranega, sem v bistvu naredila skozi proces pisanja. Ni pa to prišlo skozi neke zelo lucidne sanje, ki bi mi pač razkrile so zgodbo vseh 5 knjig in še dalje. Tako da ja, šlo je samo za tisti občutek, ki sem ga potem ulovila in nadaljevala v bistvu s pisanjem. No, tukaj eno stvar sem si zapomnil, pa te bom pol še podrobneje vprašal, ampak zdaj da še predstavim tvojo sogovornico danes. Maja Poljanc je pa ilustratorka druge knjige, mogoče za začetek. Upam, da tudi vseh ostalih. Ja. Težko govorim v imenu druge založbe, ampak bom rekel ja, dobiš pogodbo jutri. Hvala. Skratka, tudi ti si izredno zanimiv človek. Naredila si za svojo diplomsko, če jaz zdaj prav razumem, a ne? Ne, za svojo magistrsko. Za svojo magistrsko, to je zdaj Tisto, kaj misliš, no? Aha, mislim seveda enciklopedijo slovenskih mitoloških bitij. To je bila skratka tvoja magistrska naloga. Tako je, ja. In knjiga zgleda, pač tisti, ki ne veste, pojdite na njeno osebno stran, poglejte si, ker knjiga zares gleda izjemno in kot nekaj, kar bi jaz takoj kupil. No, knjiga mora biti tudi še izdana. Aha. Še enkrat. Tako da ja, nažalost sta na voljo samo 2 izvoda, eden je pri meni, drugi pa je v knjižnici Akademije za likovno umetnost. Jaz se tudi zanimam za njo. Ja. Za nakup. Tako da kdorkoli bo izdal 2 kupca že ima. Tako, vsaj. Vsaj, ja. Tako da ja, v bistvu za svoje magistrsko delo sem izdelala enciklopedijo slovenskih mitoloških bitij, oziroma prvo enciklopedijo slovenskih mitoloških bitij, ki vsebuje več kot 100 ilustracij, kot sem rekla, slovenskih mitoloških bitij. Tako da je bilo kar zajeten projekt, ki ga lahko še vedno dopolnjujem in nadgrajujem, oziroma upam, da bo tudi nekdo za mano prišel, pa potem to nadaljeval, tako da ja. Še eno knjigo sem videl v tvojem CV-ju, ki me strašno zanima in to je učbenik Koža in kožne bolezni. Tudi to si ilustrirala in se mi zdi zelo zanimivo, ker vendarle, to je brez heca, meni se to zdi zanimivo, ker vendarle ena anatomska risba zahteva ful velikega znanja, potrpežljivosti in kaj jaz vem, česa še, ker ne znam risati. Tudi jaz sem v bistvu specializirana v znanstveno ilustracijo predvsem, potem pa zraven seveda delam še knjižno ilustracijo, oziroma fantazijo, ki je potem moja druga ljubezen. Ampak tudi v bistvu vse stvari v mojem slogu, ki jih počnem, izhajajo predvsem iz litografij 19. stoletja, se pravi teh začetkov medicinske ilustracije. Tako da tudi, če delam knjižno ilustracijo, še vedno vidiš te zametke noter. Ja, je bilo pa v tem učbeniku
prvič, ko sem narisala prašice, ki izležajo jajčica v stopalu človeškem. Tako da, Verjamem, da je to bil zelo pomemben prispevek k zelo. znanosti, ampak čudovito. Jaz mislim, mogoče Julija, ti poveš, zdaj le tako, ker imamo oba na istem kavču, pri psihiatru, psihologu, karkoli pa sem jaz danes v vlogi. Mogoče poveš, vendar, kako ste se srečali, se vidi poznata od prej, je bila tvoja želja po njenem sodelovanju ali je to nekako založba izrazila to željo? V bistvu jaz poznam Majo samo po njenih ilustracijah od prej. Se pravi, videla sem tudi pesmi Muce Potovke, ki so mi bile Tako. izjemno čudovite. Nisem je osebno poznala in nikoli si nisem upala sanjati, da bom kadarkoli sodelovala z Majo Poljanc. Potem je Helena predlagala, da bi z njo sodelovala, ker so pač njene ilustracije res kos pač fantazijskemu žanru oziroma, mislim, v primeru moje knjige ga res celo presegajo vse skupaj. In Bolje simbioza, no. ok, v redu. Mislim res, jaz sem bila samo izjemno navdušena, nisem zares pričakovala, da bo Maja rekla ja. Potem je rekla ja. No, potem sem bila Kar zelo se ne zgodi velikokrat. Ja. In pač, no, na tak način sva se spoznali, postali sva zelo dobri prijateljici, ampak ja, načeloma se zdi, kot da je bilo vse skupaj zelo usvojeno. Pa mogoče lahko poveva še anekdoto o zimi. Ja, ok. Okej. Usvojeno je zaradi tega, ker jaz sem v drugi knjigi pisala o beli lisici zimi in brez da bi vedela, da v bistvu Maja ima belega mačka, ki mu je ime Zima. Takrat sva vedeli, da sva si usojili. Potem pa sem še odkrila, da v bistvu v pesmih Muce Potovke, pač v knjigi Svetlane Makarovič v bistvu pesem Kazimir Netopir, oziroma Netopir Kazimir. In pač to knjigo je Maja ilustrirala, tako da v bistvu je šlo za veliko nekih naključij. Kako si se pa ti, Maja, če mogoče zdaj tudi gremo z tega vidika, se vem, da je to mogoče zadnja stvar, ki nastane, so ilustracije ponavadi, tekst je že narejen, ampak kako si se pa ti lotila? Vseeno si mislim, da anatomska risba je nekaj, pač pogledaš roko, pogledaš pršico, Ja. domnevam in narišeš, ampak tukaj pa imaš... Pa prebereš Tako. stvari. Ja. Ja. Tukaj pa prebereš, pa vidiš vtise, pa se pogovarjaš z avtorico, pa skušaš potem utrip knjige nekako zajeti, ker pač kaj je ilustracija? Ilustracija je slikovno prikazovanje nekega besedila načeloma. Tako da pač tako je nekako potekalo to delo. Se pravi, vtisi in impresije iz knjige, se pravi, da je bilo čim bolj tudi korektno v smislu informacij, da so karakterji bili, da so se sovpadali z informacije, ki smo noter in tako naprej. No. Tako da. Ampak zdaj mogoče, oprosti, ki te bom prekinil, najpomembnejše vprašanje, a ti je všeč fantazija sploh? Jaz živim fantazijo. No, mislim, vseeno ti mora biti, jaz verjamem, tudi žanr Absolutno, blizu, no? mislim, to je eden izmed mojih najljubših žanrov in pač ja, tudi v bistvu z ilustracijami sem nekako želela narediti homaž oziroma, kako se reče v slovenščini homaž? Ne vem. No, Ja, homaž posvetilo. ilustraciji fantazijski iz 80-ih let, pa pol tam naprej oziroma tudi 70, ampak pač ja, tako neka klasična fantazijska ilustracija, Okay. ki se mi je zdelo, da se je zelo sovpadalo z pač samim delom. Super. Julija, nekaj sem te prekinil, nekaj si hotela reči? Ne, nisem. A ja, nisi. Ja. Jaz sem te videl, kako hočeš nekaj povedati. Definitivno je pa ena stvar, ki sem jo zdaj, ki si jo prej omenila, recimo, ne? V sanjah se ti je prikazala neka podoba, začela si recimo pisati. Rekla si, da v sanjah ta podoba ni bila lucidna, ni bila izdelana, ni bila ne vem kaj. A to pomeni, da ti veš ali ne veš, kako se bojo knjige končale? Zdaj, recimo, ne vem, kako se bo končala cela serija. Okay. Vem recimo za eno knjigo naprej, kaj se bo dogajalo. Okay. Imam tako zelo približen potek, 4. in 5., ampak v bistvu ne vem, kaj točno se bo zgodilo na koncu. Okay. Ker mi pisanje na tak način ne ustreza, se pravi, da imam neko ciljno točko, do katere moram pripeljati. Recimo, jaz pišem na tak način, da se mi v bistvu v možgane usedajo neke podobe, ki jih skušam logično povezati med sabo in vedno ugotovim, da se jih da logično povezati med sabo. In v bistvu največ dela v bistvu ravno zahteva to, da pač ustvarjam te pač kauzalne neke povezave med temi dogodki, za katere vem, da so vključeni v to, ampak ne vem na kak način. Ja, ampak ja, vedno si pa pripravim nek načrt zaporedja dogodkov in stvari, ki se dogajajo, preden grem zares pisati, ker nočem zares začeti besedila, preden se mi, mislim, preden imam neko, nek
približen potek stvari, ker vem, da se bo potem vse preveč začelo rušiti. Se pa definitivno velikokrat tudi zgodi, da se kaj poruši. Sploh zaradi tega, ker pišem v bistvu v prvi osebi in sem pač z nekimi liki, ki pač, mislim, jaz imam tako občutek, kot da res zaživijo, ko pač jaz pišem skozi njih. In se mi potem neke stvari pač več ne zdijo tako konsistentne s tem, mislim, na kak način so recimo doživljali neke dogodke prej. Tako da v bistvu se neke stvari potem tudi spremenijo, ko pač res začnem enkrat pisati. Ampak če te smem vseeno vprašati še eno dodatno vprašanje, ker meni je to, se mi zdi malo nenavadno. Ti imaš vendarle recimo na začetku zemljevid. Skratka, nek geografski prostor imaš odprt. Zdaj, jaz kot bralec pričakujem, da bomo mi nekako spoznali vse te kotičke, ali pa vsaj približno, recimo. Zdaj ne bojo šli čisto vsak kot, ampak to bi jaz mislil, da zahteva nek premislek, to se bo pa dogajalo tam, ali še zdaj ne veš v resnici, kje se bo kaj dogajalo, kako se bo, tudi glede na, pač na zemljevid dogajala zgodba. Ja, jaz imam to isto stvar, se pravi, prav tako se mi dozdeva, da pač se morajo stvari povsod dogajati. In lih zaradi tega, ker nimam čist zarisane zgodbe, se mi zdi, da je lih zaradi tega ful velik nekega manevrskega prostora. In definitivno, recimo, ker želim vključiti recimo neko potovanje, se mi zdi, da to lahko naredim v 5. ali pa 4. knjigi, s tem, da bo to smiselno povezano potem z potekom serije. Na kak način pa bom videla, recimo, ko imam res točno izpisano 3. knjigo. Oziroma že pri 3. knjigi recimo se to malo pomika, malo ven. Kot se recimo iz 1. na 2. knjigo, je pač ta prostor postal večji, v 3. bo spet večji, potem v 4. pa recimo 5. pa bom videla, koliko kotičkov tega sveta bom res lahko zajela, ampak jaz bi jih rada čim več, no. Tako da na tak način to deluje pri meni. No, super, samo da vemo, ali ima smisel gledati ta zemljevid ali ne sploh. Ja, definitivno, če ne iz drugega... A si ga videl sploh že? Ja, ful je lep. Seveda sem ga videl, absolutno je zelo lep, zato pa me toliko zanima. Jaz mislim, da je kot bralec vseeno bi jaz rad. Razumem, da hočeš nekatere stvari, da pustiš odprte. To se mi zdi zelo zanimivo in zelo zanimiv mi je ta način pisanja, ker vendarle se pa meni iz 1. v 2. knjigo zdi, dobro, zdaj si rekla, da imaš za 1 knjigo naprej približno, ne? Ker se mi zdi, da z 1. v 2. knjigo se vendarle vidi neka logična kontinuiteta, liki se razvijajo, je nek razvoj, ni samo pač neko naključno dogajanje zdaj spet istim likom. Ja, vsaj za 1 knjigo naprej pač zmeraj vem, kaj približno se bo zgodilo, ker pač vseeno je to nek svet, ki zahteva v bistvu vsaj kanček nekega predvidevanja za naprej, no, ker drugače bi se stvari sam preveč sesuvale, no. Tako da ja, recimo, ko sem pisala 2. knjigo, sem približno vedela, kaj se bo dogajalo v 3., kaj točno pa se lahko zdaj spreminja, ko delam stvari, ampak pa zdaj tudi vem, kaj se je dogajalo v 2. knjigi in katere so tiste stvari, ki se nujno morajo zgoditi, da ne bi porušila tega, kar sem že zgradila v 1. in 2. knjigi. Tako da ja, v bistvu vse je zelo odprto, ampak pač, ko logično gledam zgradbo 1. in 2. knjige, se neke poti potem zapirajo. V bistvu glede na preteklost bolj kot na prihodnost. Zdaj upam, da se bo to na koncu išlo, na koncu 5. knjige, če ne bo pa 6. Prav gotovo, lahko nadaljuješ v nedogled in umreš vmes. Veš, to je vedno opcija. Ja, ali pa tudi prej. Ja, Ne vem, zakaj sem to rekla. mogoče prej ne, no. Vsaj do 5. knjige še vsak fantasy avtor prišel, no. Tako. Vsaj 5. Ja, 5 knjig, to je minimalno. Ja. Pa bomo pa videli. Ja, pol pa. Če moraš biti prvi. Maja, mogoče je tudi tako ena zanimiva misel pri tem, jaz Julino knjigo, ko berem njeno pisanje, se mi zdi zelo tudi vizualno. Skratka, da je zelo močna v tem vizualni predstavitvi nekih likov, dogajanja in to. Jaz bi si predstavljal, da to tebe kot ilustratorko omejuje, da ti ni všeč, da imaš raje, da je vse odprto, pa si lahko zmisliš po svoje. Mislim, vsaj v mojem primeru to absolutno ni res. Jaz imam zelo rada omejitve, ker potem moj možgan ne vandra naokoli, ampak je pač omejen na neko stvar, ki lahko potem naredim na 1000 različnih različic. Tako da Julina knjiga je bila res zelo slikovita in poleg tega moram še omeniti, da mi je bilo zelo všeč, ker ni bilo klasično pisanje v fantaziji, tako kot je recimo na dolgo in široko obrazlaganje, kako izgleda pokrajina, kako pada dež, poševno, bla, bla, bla. Ampak v bistvu to izveš preko karakterjev in se mi je zdelo ful lepo vizualno podajanje informacij, kako izgleda okolica tudi, ne samo pač karakter in osebnost.
v bistvu si ti prosila za še več nekih informacij. Ja. V bistvu. In potem sem jaz rabila. Pa je Julija začela v bistvu šele Saj to, razmišljati, ker sem šla v ja. vsake detajle, kako so izgledale oči, ne vem. Ja, in sem v bistvu ugotovila, da ne vem nekih stvari, da si jih jaz nisem tako zelo vizualno, tako zelo vizualizirala in da rabim dejansko razmisliti o nekih stvarih. Ja. Da Kot je Maja- recimo zastava o Zlatogradu. Ja, in tak, ja, ne vem, ja, take pač- detajli smo v bistvu potem skupaj. In Maja je res prišli. želela biti v bistvu zvesta moji viziji, Ja. ki sem jo jaz mogla dodelati. Potem Maja lahko bila zvesta moji Si viziji. lahko poveva še drugo anekdoto o rastlinjaku. Ja, rastlinjak je bil na začetku sam zelo majhen in tako ni bil res nekaj zelo lepega, nekaj zelo mogočnega, kar je pa zdaj. Ne? In, mislim, in v knjigi, v tekstu in na ilustraciji. Potem je Maja malo drugače, kot sem si jaz zamislila, narisala pač ta rastlinjak in meni je bil tako čudovit, da sem jaz potem šla v bistvu v tekstu, ki je bil še v obdelavi, spremeniti par detajlov in zdaj pač se ilustracija in tekst ujemata, ker je bila ilustracija toliko boljša, kakor to, kar sem si jaz predstavljala. Pa je to nenavaden občutek, mislim, vseeno nekdo... Ful je nenavadno. Saj iz Zate. moje Ja, ampak jaz sprašujem Julijo, tebi je to, kaj je pa tebi nenavadno? Meni se zdi vseeno, veš, da nekdo vzame neko tvojo poustvari, neko, mislim, še iz tvojega dela potegne nekaj več, kar ti, tako kot si rekla, recimo, nisi videla noter in tako celo človek kliče in nadleguje in sprašuje, čuj, kako si pa to zamislil, ja nisem si, ne vem. A ni to mal čuden občutek, ko nekdo res pade v tvoje delo in ga pač skratka analizira na nek način? Ja, zelo čuden občutek je. Jaz sem se mogoče to že iz urejanja navadila, ampak ja, vsakeč recimo, ko me kak bralec vpraša, kako res vsebinsko vprašanje, sem sam presenečena, a vi ste res to tako podrobno brali. Mislim, sem počaščena, ampak nisem navajena tega občutka. Počutim se v bistvu na pozitiven način izzvana, da pač dopolnim neke stvari, da recimo tudi včasih podvomim, če kaj malce nejasno, ker definitivno vem, se zavedam tega, da pač včasih lahko napišem kaj nejasno in da pač fantazija zahteva neko jasnost, pojasnjevanje, pač tudi neko konsistentnost. Tako da definitivno je čuden občutek, ampak mislim, da je ravno ta občutek tisto, kar me navdihuje, da v bistvu bolj definiram stvari, da pač trdneje zgradim sistem, vse skupaj. Tako da potrebujem še več tega občutka. Ja. No. Si veš, kako pravijo, hodiči v detajlih. Ne? Absolutno. Hotel sem te vprašati ravno to, kar si zdaj nekako odprla. Meni se zdi zelo, enkrat poslušal sem te na enem pogovoru za Lud literaturo, ki si razlagala recimo, kako si ti bolj pripadnica tega bolj trdega sistema fantazije, da nimaš rada une odprte stvari, ko skratka ljudje lahko čarajo, enkrat lahko čara svetlobo, enkrat strelo, enkrat malo uno, enkrat malo telepatijo, kakor mu pač paše v nekaterih stvareh, si pač poznamo Harryja Potterja, ki je sicer mednarodno milijonsko se prodal, ampak ta knjiga nima nobene logike. Ne? Tam noter ljudje včasih lahko potujejo skozi čas, ampak naslednjič pa ne morejo, ker pač zgodba bi bila prehitro konc. Ti pa si vendarle pripadnica. Mene recimo v drugi knjigi se mi je zdelo zelo pomembno in zelo zanimivo, kako si ti oblikovala temno magijo. Kako si ti pravzaprav oblikovala to, da to ni zastonj, da to ni nekaj, kar ti lahko pač sit se pojavi in strela ven in je to. Ampak ima to neke konsekvence. O tem si pač očitno veliko razmišljala, o sestavi in strukturi svojega fantazijskega sveta. Ja, to mi je definitivno v bistvu najbolj zanimiva stvar. Zdaj recimo, ko tu delam tretjo knjigo, so mi ravno te stvari v bistvu pač neka znanost, znanstvenost pač tega fantazijskega sveta mi je najbolj zanimiva. V bistvu, pač se počutim res včasih tako kot neka znanstvenica, ki v bistvu zdaj tako neke nove logične sisteme tukaj izumlja in to je tisto, kar v bistvu lovim, da ustvarjam naprej. In ja, pač neka logika se mi zdi, da mora biti. No. Mislim, jaz tudi po izobrazbi sem filozofinja zraven primerjalne književnosti in se mi zdi, da pač vedno to vprašanje, zakaj to tako deluje. In jaz sem tudi tak tip človeka, ki mora razumeti, zakaj nekaj deluje na tak način. In to se tudi vidi pač pri pisanju mojih knjig. No. Ker no, pri fantaziji pač me izmeri, mislim, čudeži recimo morajo biti, ampak a ni to tisto, mislim, glede česa se potem bralec zmeri sprašuje pač, ampak kako je prišlo do tega, zakaj se je to zgodilo. Mislim, cela fantazija, cela recimo fantazijska knjiga v bistvu se mi zdi, da hoče na nek subtilen način
podajati neko logiko, ki je notranja tej knjigi, in potem, ko se nekaj zgodi na koncu, se mi zdi, da bralec mora tako povezati, zakaj je prišlo do tega, kaj so bili elementi, tako prav neki kemijski elementi, ki so do nekega rezultata privedli, in tako pač videti neko logiko in reči, aha, tukaj pa to tako funkcionira, in pač tudi razumeti, se mi zdi. Ker če pač ni nekega razumevanja, se mi zdi, da pol tudi, ne vem, sam tako ni nekega zadoščenja pol na koncu. Ja, pa ni neke logike, posledice in jaz mislim vseeno, da mora stvar imeti neke zahteve, pa da vemo, da bralec zelo dobro ve, recimo pri tebi, kaj bo to od lika terjalo in da mu zaradi tega bolj razume, kaj liko to počne in njegovo logiko in karakter in dvigne neka pričakovanja in napetost. No? Ja, res je. Pač tudi, ja, bralec več razume in recimo, če se nekaj mu zgodi, recimo, da ima črno magijo, bralec razume pač, kaj to zanj točno pomeni, pač kako se počuti ta lik. Zdaj recimo, če sam tako nek urok pride iz ničesar, bralca zagotovo zanima in ga tudi zmede mogoče, kaj zdaj to pomeni, ne zna tega aplicirati tudi na mogoče neke druge situacije, medtem ko tukaj se res lahko recimo počuti, kot da je v neki igri, mislim, recimo na nek način, kjer razume pravila, tako da ja, na tak način je meni v bistvu veliko bolj zanimivo delati, kot pa sam, da pač dam nekaj tukaj, pa nekaj tam in pol bi lahko bilo tukaj nekaj tudi drugega, ampak ni. Tako da na tak način ja počnem te stvari. Tukaj bi še jaz nekaj dodala, ker v bistvu, ne glede na to, da je v bistvu to recimo fantazijski žanr, tako ilustracija kot pač vsebina, je še vseeno potrebna ta kredibilnost. Se pravi, če pogledamo že sam zemljevid, sem jaz izhajala spet iz kartografij 19. stoletja in je zemljevid narejen po nekih specifikacijah te resničnosti. In se mi zdi pravilno, ker v bistvu ravno to potem potrjuje resničnost nekako. Ja, in bralec se res počuti, kot da pozna svet pol, ker pozna njegova pravila. Medtem ko recimo, mislim, še zmeraj ostaja nek občutek negotovosti, ampak če je tako nek mehki magični sistem, pol sem tako nikoli se ne počuti, kot da sam lahko predvidi neke stvari. Ali pa mislim, nikoli ne ve, kaj sploh lahko pričakuje in zmeraj bo neko presenečenje, za katerega se zmeraj pač spraševal, zakaj je prišlo do njega. Mislim, nočem zdaj kakorkoli blatiti mehkega magičnega sistema, recimo jaz osebno se tako počutim, ker me res zanima ozadje stvari. No. Ja, definitivno nočemo, da nas J.K. Rowling kje pričaka, tako da ona je kar specifična do svojih hejterjev, tako da se opravičujem, če sem kaj grdega rekel. Potem sem Maja seveda tebe tudi vprašal, glede na to, da pač si naredila to enciklopedijo slovenskih mitoloških bitij. A to pomeni, da te pri fantazijski literaturi najbolj zanima recimo ilustrirati bitja, ali je vendarle pokrajina tista, ker pri tebi je tudi zelo recimo vse naslonca, zelo barvita, zelo so te močne ekspresivne barve, zelo se mi zdi, da vendarle rišeš tudi za vsako ilustracijo tudi nek prostor, ki ti je zelo pomemben. No? Ja. Prostor mi je vedno zelo pomemben, pa mogoče bi še poudarila, da barvna paleta ni ravno moja paleta, sicer večinoma ilustriram črno-belo, ampak pač v tem primeru se mi je zdelo potrebno in nujno in obenem mi je bil tudi zelo velik izziv. No. Se pa vedno, ja, tako kot sem že prej omenila, se mi zdijo pomembni detajli, ker so detajli tisti, ki v bistvu slikajo celoto potem. In če bom jaz naredila, ne vem, karikiram zmaja perfektno, pa bo tisto drevo od zadaj za zmajem, ne, si lahko predstavljamo, kaj bo to zdaj. Pač zmaj ne bo bil poudarjen, ker bomo vsi se soočali z tisto od zadaj, ne, gmoto, ki ni okej. Tako da ja. Zelo dobro si to in prepričljivo si to povedala, ampak ja, seveda, mislim, meni je tudi zelo pomemben je v resnici fantazijski pustolovščini, v fantazijski literaturi prostor. Jaz mislim, da je to dejansko najbolj pomembna stvar, ker vendarle bralca tudi prostor zanima in ga mora potegniti v ta prostor, on mora živeti v tem svetu in razumeti logiko, tako kot smo rekli, krati pa pri ilustraciji jaz mislim, da mora tudi nekako sebe videti, da lahko sebe postavi noter in tvoje pač ilustracije so res, zelo imajo en tak nek poseben žmoht, eno posebno tvoj stil, ki res bralca se mu zdi neki nenavadnega, ampak praviš, da kaj, se pravi, tebi so bili tudi vzor, nekaj si rekla z 80-ih, ta se pravi klasična fantazijska risba. Tako, ja, pač, mislim, jaz sem tudi veliko preberala stripov, veliko sem gledala raznih filmov, še posebej horror 80-ih, ki je vse malo na tako da to mi je zelo všeč.
pa Wizard of Oz, pa vsi ti svetovi, pa ne vem, tudi recimo veliko knjig, kot je, ne vem, enciklopedija o palčkih, ki v bistvu govorijo ravno o tem, kar sem prej govorila, se pravi, palčki so prikazani, kot da so pač resnična bitja, se pravi, kako izgledajo njihova telesa, kako, ne vem, se prehranjujejo, bla, bla, bla. In v bistvu glih to potem nekako je poudarilo kredibilnost fantazije. Resničnost je poudarila kredibilnost fantazije. Super. A zdaj, ko Julija piše novo knjigo, aj kaj prišepetuješ, aj poveš, kakšni liki bi vse lahko nastopali, da bi imela kaj zelo dobrega za V kakšnem jeziku ji ilustrirati? govorim v ušeso. Aha, okej. Kaj? Šasa. Avč. Skratka, Julija, ti zdaj nadaljuješ to sago, rekla si, da recimo 5 knjig, ampak nekako sta obe prvi dve, bomo rekli temu, zaključena celota. Skratka, tudi vendarle malo delaš na tem, da je neka, ne bom rekel epizodičnost, ampak da vsaka knjiga se pa vendarle zaključi z nekim, vsaj navidezno, zaključkom in seveda z neko idejo, zdaj pa bo se še nekaj zgodilo in kaj se pripravlja zadaj. Ne? Ampak to domnevam, da je seveda čisto namerno in da paziš na to, da vendarle knjigo se da brati, recimo prvo bi se dalo brati tudi recimo čisto samostojno. No? Ja, tako je. V bistvu mi je pri tem celo veliko pomagala literarna teorija. Prva v življenju, ki ti je kaj koristila, ja? Ja. Ja, recimo, Si bo kar zapisal, lej. Ne nikomor povedati. Moram še imeti zagovor. Skratka, ja, recimo, ker imam drama tudi 5 nekih dejanj, je vsako dejanje zaključena celota na nek način. Mislim, je sestavljena, ampak tako, vsaka ima tako neko svojo notranjo dinamiko, se pravi pač tako nek rising action, pa potem falling action. Tako zmeraj je tako nekaj, kar si bralec tako najbolj zapomni na koncu vsakega dejanja. In recimo, da so moje knjige temu podobne na nek način. Se pravi, vsaka ima svoj zaključek, ki da recimo nek občutek, mečken občutek katarze, obenem pa tudi pač nek občutek pričakovanja oziroma pač vzbudi radovednost za potem stvari, ki se bodo dogajale naprej. Ampak recimo ni pa mi zelo okusno končati z prevelikimi cliffhangerji, se pravi, kot da je samo tako nekaj odrezano. Ker potem ni tistega občutka, ampak je samo tako občutek, kot da nekaj manjka. Pač zaključek mora biti. Knjiga je, tudi če del serije, je še zmeraj knjiga zase. Tako da jaz na vsako izmed svojih knjig, mislim, obe izmed svojih knjig, gledam, da sta pač tako neka ločena celota. In pač tudi vidim, čeprav sta v bistvu del iste serije, kot nekaj zelo različnega. Pač kot neke zelo različne dele mene. Tako kot recimo človek tudi nas gleda, se mi zdi, na svojo identiteto kot neke ločene celote, ki se pa vseeno dopolnjujejo in brez ene ni druge, ampak po drugi strani pa je tudi nek moment individualnosti v nekih preteklih dogodkih. No, mogoče je še eno vprašanje, ker jaz vedno malo oklevam, kako je zdaj naslov tvoje serije. Skratka, vsak ima seveda zdaj imaginarni svetovi Edgarja Caysa, pa Svet esenca. Kaj je pa zdaj skupen naslov vseh 5 knjig? A to pride na koncu pri zadnji? To je zelo dobro vprašanje. To je ena izmed tistih stvari, pač, s katerimi odlašam, če se da. Ne vem, to me je že tudi Veronika Šoster vprašala, ko je dala knjigo na Goodreads. Recimo zaenkrat Edgar Cays, zdaj nišče ne bo tega tako uklesal v nek kamen, ampak recimo Edgar Cays, glede na to, da se ta besedna zveza pojavlja v prvi pa drugi knjigi, ni ful izvirna, tako da mogoče bom tako čez par let rekla, da je nekaj drugega. Ampak ja, zaenkrat. Ok, samo da vemo, kako kličemo to. Ja, lahko. Ker pa si omenila ravno, da bi bila recimo serije lahko... Sorry, Žuželjka. A nisi ti neka znanstvenica, opazovalka, anatomka, ne vem, kako se temu reče. Videla, kako bi bilo, če bi nate padla. Hvala Bogu, ne. Zdaj sem se malo zmedel. Ne, v redu je. Julija, ja, rekla si recimo, da bi lahko bilo serija naslov Edgar Cays. In to se mi zdi zelo, zelo pomembno iz tega razloga, ker se meni zdi, da so tvoje knjige zelo, da je v centru tvojih knjig so karakteri. Ja. Mislim, da so v centru tvojih knjig pač te ljudje, ki živijo neka svoje življenje. Niso ljudje. Mislim, ja, niso ljudje, se opravičujem, pač osebe, posamezniki, kakorkoli bova pač. V redu je. V redu, ok, hvala. Ljudje, ki pač ki imajo nek svoj karakter, ki se tudi razvija, recimo, zdaj imaš tudi
v drugem delu, tudi to sem te poslušal na Lud literaturi, si rekla, da si recimo v prvem malo pogrešala, da se zlobci ne razvijajo toliko, pa si tukaj zdaj v drugem delu dodala in razvila en zelo pomemben lik. In pa Edgar Kaus postaja en tak zelo nenavaden junak za slovensko fantazijo. Jaz sem večino, zdaj sicer novejše nisem toliko bral, ampak večino slovenske fantazije sem prebral. In recimo naša fantazija zelo ima rada te čiste junake, skratka take tipične Tolkienovske, zelo dobre, prijazne junake, ki delajo dobro in rešujejo svet. Pri tej pa pri Edgaru Kausu jaz nisem čisto prepričan, a je to res še junak. Oziroma, koliko je junak, koliko pa je anti-junak, recimo. Ne? In to se mi zdi zelo, zelo pomembna stvar tvoje fantazijske sage, ki jo imenujeva zdaj zaenkrat zasilno Edgar Kaus. Ja, jaz ne vem, kako pristen odnos lahko bralec zares razvije do neke res take čiste osebe, ker pač je jasno, da taka oseba ni realna. In pač Edgar se mi zdi, da zbuja zelo močna čustva, tudi odklonilna. Aha, hočeš reči, da do tebe prihajajo bralci pa rečejo, fuj, Edgar? Ja. Res, pač in jim ni všeč? Ne. Pač tako, ne, mislim, ni oseba, to je tako citat, s katero bi se človek usedel na kavo. Ampak se nimajo kave tam. Mislim, ali pa tako... Ja. Hecam te, zdaj te pa jaz hecam, prosti. Razumem, kaj hoče povedati, ampak a jih to moti? Ja, to pa jaz ne pijem kave in pol to vedno zbrišem spomina, če kava noter. Ampak a jih to toliko moti? Moti jih recimo to, da je lik, da ni popoln? Ne, zaenkrat mislim, da še ni nikogar zelo motilo. Pač, zdi se mi, da so vsi rekli, da so knjigo zelo tekoče prebrali, ker so se tudi bolj navezali na recimo neke druge, pa niti ne stranske, ampak pač druge mečke manj pomembne, ampak še zmeraj zelo pomembne like. Ja, mogoče jih zaradi tega, ker jim je na nek način antipatičen, ampak po drugi strani ga razumejo. Je jih pa tudi zaradi tega toliko nepredvidljiv. Pač je mogoče to tisto, zaradi česar ljudje berejo naprej. Mogoče, ne vem, nisem jaz bralec. Skratka, ja, jaz pišem mislim na tak način, ker bi mi bilo dolgočasno pisati pač res take čiste, zmeri moralno odločne, dobre like. Pač jaz se moram kot avtorica ful povezati z liki in neke dele sebe dati pač v knjigo. In zdi se mi, da ima vsak človek tudi neke problematične dele in zdaj, če recimo lahko daš to v en lik in to mečke napihneš še, ali pa tudi ne. Ne vem, se mi zdi, da to postane pač veliko bolj pristno, ker pa če pač skušaš napisati nekaj, kar niti, česar ti sploh ne razumeš, česar tudi bralci ne bodo razumeli, ne veš, kako točno. Mislim, veš, kako točno se bo ta lik odločal in zaradi tega je vse sam ful prevedljivo in brez veze in pač veš, da se bo žrtvoval in bo sam brez veze vse skupaj. Mislim, tukaj problemi ne izvirajo sami iz sveta samega, ampak iz likov, ker pač so malo zmedeni in moralno sivi. Tako da v bistvu se mi zdi to sam še en aspekt knjige, ki pač doda recimo k njeni zanimivosti, če temu smem tako reči. Pa to glede na to, da nimaš cele zgodbe, recimo od začetka do konca narejene, a to pomeni tudi, da te malo liki vodijo, recimo pri tem, da recimo Edgar Kaus ni čist tak, kot si ga zamislila na začetku, zdaj v drugi knjigi, da je tudi tebe recimo presenetil. Ja, definitivno. Ja, pač lih to, pač jaz z liki v bistvu potujem iz ene v drugo knjigo, pa potem naprej. V bistvu pač vedno skušam ušteti stvari, ki so se jim zgodile, v to, kako se pač razvija njihova psihologija. Ker recimo pri teh moralnih likih se mi pač zdi ful nenavadno, da se jim lahko dogajajo samo tako najbolj grozne stvari na svetu in pač to ne vpliva na njihovo psiho, na njihovo v bistvu, mislim, ne samo pač na nek moralni sistem, ampak v bistvu samo tako, koliko so oni sploh racionalni. In pač tu recimo moje knjige niso, pač koliko so oni sploh zmožni odločanja. Pač kaj je tisto v njih, kar narekuje njihove neke akcije, pač, a je to pač njihova odločitev ali je samo to nek impuls mogoče, nek odziv na recimo neko travmo. Tako da pač malo se skušam poigravati s temi stvarmi. Super. Maja, zdaj bom jaz malo stopil na en tanek led. Jaz te zdaj tako malo te spremljam na Instagramu in to ne pomeni seveda, da vem vse o tebi. In hočem reči, da jaz imam občutek, da si ti tudi malo bolj tako, da so ti bolj všeč malo bolj mračni liki, zdaj te mračni liki. Absolutno. Ok, hvala. Ja. Mislim, No, sej, to sem hotel enkrat reči. mi je ena oseba, ki je prišla na mojo razstavo, rekla, da izgledam točno tako kot moje ilustracije. Mislim, da to dovolj pove.
To se ti je zdelo pohvalno? Zabavna. Aha. Ampak ja, zdi se mi, da skratka, seveda ti je dala knjiga tudi nekaj z tega vidika, ker vendar res mislim, da za ilustracijo najslabše je, kar bi lahko bilo, da bi ti dobila neko knjigo, kjer bi bile idealni liki, ki bi jih bilo treba risati, skoraj malo, ne vem, Reichmanovsko ali pa ne vem kvaj. Ja, zato ponavadi ne kličejo mene. Ponavadi mene kličejo za čarovniške procese in podobne kožne bolezni. Tako, ja, kožne bolezni in podobne stvari. Tako da ja, mislim, absolutno me bolj privlači temačni svet, okultizem, magija, črno-belo, prostozidarsko, klanje in tako naprej. Ampak to seveda pomeni, da ti, jaz si predstavljam, da precej Ampak to ne pomeni, da delam samo take stvari. Ne, nisem hotel tega reči, no, ampak hočem te vprašati, da se mi vseeno zdi, da kolikor te poslušam in kar si do zdaj govorila, kako se razvija ilustracijo, tudi to seveda, kako recimo, da ti je anatomska znanstvena ilustracija ena prvih stvari, to pomeni, da se ti tudi pri leposlovni ilustraciji posvetiš in raziskuješ neke stvari. Prej si rekla, da si zemljevid oblikovala po zemljevidih 19. stoletja. Ja, absolutno. Vsako stvar zelo dobro pregledam. Zelo hočem, da se potem tudi sovpada z samimi informacijami, tako kot sem že prej rekla, se pravi ta kredibilnost informacij, to se mi zdi zelo pomembno. Zelo se mi zdi pomembno, da črpam stvari, ki jih lahko poudarim z nekimi zgodovinskimi fakti ali pa ne vem kakorkoli. Tako da to se mi zdi, ja, interesantno se mi zdi to delati, ker se mi zdi, da v bistvu s tem delaš neko celoto, ker če samo stvar narišeš, ok, si jo narisal. Če pa stvar raziščeš, pa narediš un mehen detajl, ne vem, nekega grba, ki izhaja iz, ne vem, Habsburške, ne vem. Se mi zdi pa tako pomembno. No. Pa to raziskuješ skozi knjige, iščeš pač informacije o knjigah? Ja, večinoma. Skratka, nimate FBI na kakšni črni listi zaradi tvojega zgodovine, tvojega brskalnika? Mogoče, ampak si imam Discord. Aha, ok, to reši marsikaj. Julija, če greva spet še malo knjigi, seveda, mogoče bi te vprašal zdaj, jaz si ne predstavljam, zdaj sicer malo gledam publiko, vem, da nekateri gledajo kot fani fantazije, brez zamere, prosim, nekateri ne najbolj, tudi vas, prosim, brez zamere. In me zanima mogoče, kako bi ti, meni si ti tako en zanimiv človek, ki te spremljam skozi vse te tvoje intervjuje in to, in včasih deluje skrajno skromna, včasih si taka mila deklica in ne vem kaj, ampak znaš pa biti tudi tako fajn gajstna. In zdaj me hočem to potegniti z tebe, to drugo stvar. Skratka, kako bi ti recimo nekomu predstavljala, se veš, kaj se pri nas reče o fantaziji, to so zmaji, čarovnice, kdo bo to bral, to nič ni res, brez veze je, ne? To je za male otroke, ne? Oziroma male otroke, za otroke. To je mladinska književnost, to ni za nas odrasle, ki beremo Kanta, ne vem, kaj berete filozofi zdaj, kaj je popularno. Ne Kanta. Ne Kanta, ok. Mislim, da Hegla. Žižka, ne vem, karkoli. Žižka, ja. Ja, karkoli pač berete. Se mi zdi, da je včasih težko Slovencem, zdaj recimo, da so nekako osvojili kriminalko, ne? Se tukaj smo pri Gogi in njihov Tadej Golob zdaj ima izjemne prodajne rezultate in ljudje so nekako začeli razumeti, tudi pri nas se lahko zgodi kakšen umor, tudi pri nas je lahko kakšen detektiv, ki ni najbolj zapit in jih rešuje, ampak recimo, da je fantazija vseeno. Tako, kot sem rekel, zame je to ena najbolj izdelanih fantazij v slovenščini, zato ker prejšnje so preprosto na pol amaterske, so izhajale večinoma samo založbi, je to zelo nekvaliteten izdelek, ki nima ne uredniškega vodstva, ne ilustracij, nekih profesionalnih ilustracij. Kako bi ti ljudem, ki recimo ničesar ne vejo o fantaziji, prodala fantazijo, pa da jim poveš, da je tvojo knjigo danes tukaj vredno kupiti, ker je gotovo s popustom? S popustom, Helena kaže 2 palca gor. Skratka, s popustom, kaj se ti zdi, da lahko nagovori nekega bralca, ki je, ne vem, do včeraj bral Eleno Ferrante, danes bi pa mogoče zaradi tebe, ker te poslušal, mogoče fantazijo? Mislim, čeprav Eleno Ferrante, pol ne vem, če sploh lahko bere fantaziji. Šalim se, zdaj sem šla predaleč. Mogoče res, ja. Danes si pozabila, kdo izdaja Eleno Ferrante. Ne, ona je cool, ona je full fine, pa tudi ljudi, ki jo absolutno, najboljša. Skratka, kako, mislim... Meni se zdi, da v fantaziji lahko najdejo veliko stvari, ki jih pač iščejo v drugih knjigah, tudi še bolj. S tem, da bo pač to malo še tudi, malo bodo tudi rabili razgibati možgane, da sam tako pogruntajo nek nov sistem, se odprejo za neke druge logične možnosti, da v bistvu tako malo bolj
aktivirajo ta prostor v možganih, ki tako povezuje stvari. Bolj kot pri kriminalki, ki tam so postavljeni v nek teren, ki ga že poznajo in pač so lahko leni, tukaj pa ne morajo biti leni. Morajo biti res konstantno zbrani. Lahko pa vseeno ful uživajo, kako enkrat pogruntaš, se mi zdi, da v bistvu je lahko veliko bolj prijetno branje, kot pa branje recimo, mislim, nikoli ne postane zares tako dolgočasno, kot pa branje česa drugega. Ful je bolj nepričakovano, lih zaradi tega, ker si v tujem terenu. Recimo, zakaj ljudje potujejo, zakaj grejo nekam, kjer še nikoli niso bili. Zato, ker je vse, kar so pač že dali skozi, v bistvu isto, bedno, mislim, pričakovano. In mislim, fantazija je v bistvu odkrivanje nečesa neznanega. In pač večina ljudi pač noče raziskovati neznanega, ker so pač, mislim, mogoče se podcenjujejo. Jaz bi rekla ljudem, pač, da bi jim prodala, pač ne se podcenjevati, sposobni ste, pač to je tako en izziv za vas, mogoče na tak način. Pa jaz mislim, da ste super knjigi za na dopust vzeti, ker vam res težko zmanjka čtiva, če ste kakšna 2 tedna kje. Nista super, ker sta pretežki. Ne, jaz sem rad težke knjige. Tako zgledaš frajer na plaži, če imaš težko knjigo. Ne, Za bodybuildanje tudi. Tudi telovadite lahko s knjigo. Ampak ja, super se mi zdi to, Julija, da si to povedala. A je to tudi tisto, kar tebe recimo nagovarja, kar je tebe nagovorijo k fantaziji? Ker zdaj, če te jaz zdaj prav razumem, te tvoje sanje so bile toliko nespecifične, da bi lahko nastal tudi, ne vem, ljubezenski roman. To ne. Okay, to ne. To Zakaj torej fantazija? Si ti pri 11, verjetno si brala fantazijo? Veliko sem brala fantazije pri 11. Jaz mislim, da sem stopila v svet fantazije z Narnijo, tako najbolj pa sem se v bistvu ulovila vanjo z Eragonom. Okay. In sem tako vesela, ker moja prva knjiga zgleda mečkam kot prva knjiga Eragona. Ja, pač mislim... That's odd. Ok, anyways. Skratka, ja, ful sem veliko brala tega, šele zatem sem začela brati Harryja Potterja. Se pravi, moja prva fantazija, ok, moja prva je bila tako portal, pač tako, mislim, je obstajal tako nek ful samostojen fantazijski svet, recimo v Narniji, pač še zmeraj je tako neka zelo jasna povezava z zemljo, ampak vseeno je bilo ful veliko neke domišljije. Pol recimo, Eragon je pa, mislim, ni zdaj najboljši fantasy, kar je bil kadarkoli napisan, brez zamere komorkoli. Ampak ja, pač je čist nek samostojen svet, v katerem sem se jaz čisto izgubila in zaradi tega v bistvu sem potem brala dalje in sem ostajala tudi v tem žanru, gledala sem te stvari tudi po televiziji in tako ja, sem bila kar geeky kot otrok in to je tudi posledica so tudi moje sanje, no. A to recimo pomeni, da bi zdaj, rečem, saj si še zelo mlada v resnici, da ti rata, ne vem, to še 3 knjige, to ni nič v resnici, vse skupaj zdaj 2 pa 3 je 5. Ostanemo recimo pri 5 in da je to, zdaj smo leta 2023, se pravi tam 2030 končano, recimo. Stara si kaj, 30 let, recimo tam nekje. A to zdaj pomeni, da to tvoje slovo od fantazije, a se vidiš ti, da bi lahko recimo začela novo serijo, novo fantazijo, te toliko zanima, se vidiš sebe, to hočem te vprašati, ali vidiš sebe kot pisateljco fantazije ali najprej pisateljca? Veš, ker lahko ti pol greš pisati, ne vem, ja, ljubezenske romane, mogoče te bo pa toliko navdušilo. Jaz ful težko sploh, mislim, jaz se vidim kot zelo, zelo močno kot oboje. Zdaj, da najprej na to odgovorim, pač jaz, če bi mi nekdo rekel, mislim, pogosto mi pač sam reče pisateljica fantazije in se mi zdi, da je to tako, pa ne zaradi stereotipa, ampak tako me malo reducira na nekaj. Če pa nekdo reče sam pisateljica, pa pač nič ne pove o meni. Tako da pač jaz sem eno in drugo. Mislim, tako oboje v enem bi rekla. Ampak ja, pač žanr je definitivno fantazija. Zdaj pa, ja, ne vem, če bi lahko zares pisala zvesto sami sebi, če bi pisala nekaj drugega, ker je tako velik del mene fantazija. Nisem pa še razmišljala za tako daleč, ker je to zelo, zelo dolgo. In mislim že tako, če me nekdo vpraša nekaj za čez 5 let, tako ful težko si predstavljam svoje življenje sploh. Mislim, nisem mislila karkoli slabega povedati. Sam tako res nimam neke vizije za prihodnost sploh, zaradi tega, ker je toliko slabih stvari se dogaja nasploh. In ne vem, kako bo svet izgledal, če bom sploh lahko še pisala leta 2030. In zato rabimo fantazijo. Ja,
Tudi to je res. No, Maja, mogoče seveda tudi zate me zanima, tudi ti bereš od nekdaj fantazijo, te zanima fantazija. Ja. Zakaj je pa tebi recimo všeč? Mogoče tudi ne nazadnje iz Po mojem vizualne so plati. zelo podobni razlogi. Ja, pa čisto sem od majhnega, mi je mami prebirala večinoma teh knjig, ampak ja, od dinotopije do pač enciklopedije škratov, kot sem omenila, potem seveda Narnija, tudi ena izmed mojih najljubših, Wizard of Oz in tako naprej. Tako da ja, me spremlja že od nekdaj, me spremlja ta nek melje pravljice oziroma fantazije, kakorkoli, tako da ja, si ne predstavljam nič drugega zase. No, super. Pa mislim, zdaj težko imaš ti ideje za naslednjo knjigo, I guess, kaj bi ilustrirala, ampak... Ja, Juliji sem jih povedala par, pa je bo zdaj napisala. Ok. No, to me je zanimalo, če te Julija kaj uboga. Potem, ko bo Julija napisala, bom jaz... Že imela ilustracije pripravljene. Bom že imela pripravljene. Tako, super. Zdaj le bom jaz, draga občinstvo, zdaj pa vas moram vse pogledati, tam ste še eni v kotu. Postavil še eno vprašanje, ampak preden ga postavim, boste vi zelo globoko v sebi razmislili in se odločili, kaj boste vprašali moji dve gosti, ker ju boste nekaj vprašali. Jaz vas poznam, vem, da jaz sem bil danes precej šaljiv, precej odprt, precej tako in gotovo nisem vprašal vsega, kar vas izredno zanima. Samo mogoče ne vprašati, zakaj Edgar Kaos na strani 220 naredi tisto stvar, ker pač nočemo nikomor kvariti zgodbe. Ampak skratka, dajte premisliti, če imate kakšno vprašanje. Bom zelo vesel, če bo kakšno vprašanje iz občinstva prišlo in če boste seveda moji gostje znali odgovoriti na to vprašanje. Julija? Kaj? Ja, čakaj, da oblikujem vprašanje, zdaj moram včasih kakšno tako hočem vprašati, pa moram malo premisliti. Skratka, rekla sva, ok, Edgar Kaos je posod v naslovu, to bo recimo, da bo naslov serije. Zdaj tule ekskluzivno, kar te imamo tukaj in kar že itak veš, približno kaj se bo v tretjem delu dogajalo, nam lahko razkriješ naslov tretje knjige, seveda, ne? Ne morem, ker ga ne vem. Super, a to pomeni, kako pa si prišla do naslovov, recimo. To me pa zelo zanima, recimo, ker prvi naslov je zame mislim, se je tudi Svet jesence, je fantastičen, ne me narobe razumeti, ampak prvi naslov se mi je tako zdel intriganten in je recimo ena od teh stvari, ki me je mene pritegnila. Pri knjigi jaz sem malo mogoče čuden glede teh stvari, ampak meni se je zdel, da je naslov toliko zanimiv, da sem po dolgem cajtu spet vzel eno slovensko fantazijo, ker priznam, da sem bil v preteklosti pogosto razočaran. No? V bistvu se za prvo ne spomnim, kako točno. Sam vem, da sem za obe knjigi zelo dolgo razmišljala. Tako včasih mi kakšna beseda zelo lepo zveni in skušam dati v naslov. Ampak ja, pač mislim, zmeri sem šla najprej pisati knjigo in je naslov prišel kasneje. V bistvu naslov zmeri skuša tako delovati in na dobesedni in na abstraktni ravni. Se pravi, recimo imaginarni svetovi, recimo, da so zdaj že vsi prebrali. Po moje nisem, ampak bom se pretvarjala, da so vsi prebrali. Recimo lahko pomeni pač res pač imaginarni svetovi, pač torej dobesedno, se pravi, da se recimo njemu veliko neki sanja in je to velik, zelo pogost motiv. Ok, ne bom povedala. Pol recimo na koncu pa pač ugotoviš, da nekaj čist drugega pomeni in da ima tako v bistvu tako lovke čez vso knjigo. Svet jesence Edgarja Kaosa pomeni na začetku knjige nekaj drugega kot na koncu knjige. In pač tudi lahko deluje na več načinov. Se pravi, zmeri skušam pač dati nek naslov, ki si ga lahko vsak malce po svoje interpretira, ampak ni pa toliko abstrakten, da pač bralec sploh ne bi vedel, zakaj je naslov tak, kot je. Ampak ja, pač meni osebno mora zveneti lepo. Ja, to je to. Okay, super. Tako, vi ste zdaj premislili in prvo vprašanje, lepo prosim, roke v zrak, ker smo v razredu. Premalo sem vas pustil razmišljati. Evo, eno, roka je v zraku, hvala Bogu, da je nekdo se opogumil. Novo mesto, vem, da ste pogumni ljudje, ampak malo me razočarate, no. Skratka, Eva, vprašaj. Dela? Aha, super. Okay. Okay. Prvo vprašanje je, kakšen se ti je zdaj, ja, za Julija, no, v bistvu za obe, tako proces oblikovanja knjige, urednikovanje, sodelovanje s Heleno, z Gogo, tako kakšne so bila občutja zraven, koliko časa je potekalo, pa ne vem, tako, kako je to potekalo? To pa zdaj kot urednik, te prosim,
da dobro premisliš, kaj boš odgovorila na to vprašanje. Hecam te, Julija, povej. Zdaj bom vse sam tako zvedla na to, kako hitro je bilo vse. Bilo je ful, tako kot nek adrenalinski šport. Zelo hitro je vse potekalo, ko smo se tako odločili, da bo išlo za čas festivala na meji nevidnega, takrat, ko res ni bilo jasno, a je to sploh možno ali ne. Mi smo sam se odločili, da bomo poskusili, da bi bilo možno in pač smo to tudi naredili. Tako da ja, bilo je ful fajn. Jaz sem bila res zelo investirana v proces. Lahko sem v bistvu vse svoje stvari odložila, ker sem se samo s tem ukvarjala. Mislim, ne zares, ampak tako mentalno. Se je polje prišlo za mano. Ampak ja, bilo je ful fajn. Res je bilo ful fajn in komaj čakam, da bom delala 3. knjigo. Maja, kako je bilo zate? Meni se tudi zdi, da smo res imeli neko neverjetno simbiozo med sabo, vse tri, in da smo res, tudi Jurino, da ne bom še njega izključila. In se mi zdi, da smo res naredili v takem času, kar se da najboljše. In sem zelo rada z vama sodelovala. A ja, trajalo pa je specifično, mislim, če čisto predelim od konca februarja, od začetka februarja, ali pa od konca, skratka od februarja. In 6. maja je bila knjiga sveže pečena na policah. Tako da si lahko predstavljate to simbiozo. Ja, nastale so vse ilustracije iz prvega, pač ne osnutka, ampak prve verzije knjige, ki sem jo oddala, je prišla zadnja verzija ven. Tako da pa lektura, korektura, verjetno še nekaj stvari, ki sem jih pozabila. Ampak ja, veliko stvari se je zgodilo v tem času. In to je, se pravi, 5 dni pred Na meji nevidnega, ne? Ali je bil 11. Ne. Drugače, Na meji nevidnega je bilo 6. Ja, Knjige pa mislim, da so zares fizično išle 4. Aha, ok. 5. 5. Ok. To imamo založbe zelo rade. To je ta von rokov. Še kakšno vprašanje? Aha, še eno. Super, Še eno, ja. prosim. Drugo vprašanje je pa, kakšen občutek imaš, da kako te sprejema slovenska literarna scena, pa tudi v smislu, a si imela občutek, da so imeli ljudje višja pričakovanja, v smislu tako mlada avtorica, pa pač ugledna založba in tako naprej, ali so imeli mogoče nižja pričakovanja v smislu, ok, to so neki začetki, tako. Kakšen občutek si imela v tem smislu? Meni se predvsem zdelo, da imajo nizka pričakovanja zame. Ja, še dober, iskreno. Mislim, ja, pač jaz imam zmeraj tako občutek, da v bistvu tako, če navdušim ljudi, jih navdušim zato, ker imajo tako nizka pričakovanja zame. Poster sindrom. Ja. Kaj sem govorila? Skratka, ja, odzivajo se, eni se odzivajo ful dober, mislim, tako so zelo pozitivni odzivi, potem so tudi manj pozitivni odzivi, tudi negativni odzivi. Počutim se v redu, oziroma tako skušam čim manj razmišljati o tem, iskreno. No ja, drugače jaz mislim, da ti je Igor povedal, da je njegova Ela prebrala, mislim, da tako požrla obe knjigi v nekaj dneh. Ja, to mi je že veliko ljudi reklo, tako posebej mladi bralci, se pravi pač v tej starostni skupini, ko sem bila stara jaz, ko sem to požirala te knjige, da so jih požrli. In no, to mi je ful fajn. To mi zelo veliko pomeni. Lih prejšnji teden oziroma 2 tedna nazaj sem prejela eno pisemce. Ja, pač tudi od enega 13-letnega fanta, ki je bil zelo poln idej in... A ja, ti je pisal, da ti pove, kaj bi se lahko tretji zgodilo? Ja, prav predloge mi je poslal, pa tako narisal neke stvari, se bolj samo... V bistvu jaz. Aha! To so ti fantje, veš. Nika je hotela nekaj vprašati. Jaz se prečujem, pač vse vas poznam. Pač preden ste prišli, so mi podelili vse osebne in tako da vem, kdo ste. Nika, prosim. Živijo. Mene zanima razvoj likov. Sploh, recimo, Edgar v drugi knjigi rata zelo intenziven na nek specifičen način. Ne bom šla v te specifike, ker če mogoče kdo ni prebral knjige, pa še misel nočem spoilati. Se mu dogaja neka reč čez celo knjigo na nek isti način in potem se zaključi dramatično. Ampak pa so pa še drugi liki, ki se pa recimo
za moje pojme tudi zelo zanimivo razvijajo. Recimo, jaz sem totalna fanica Arabele in sem tako komaj čakam, da slišim več o njej v naslednjih knjigah. Jej. Kaj planiraš narediti z njimi, kaj planiraš narediti z Edgarjem, oziroma koliko mogoče, valjda plis ne vsega povedati, ker hočem ne bom. prebrati rajš, ampak koliko intenzivno se bojo razvijali, koliko se bojo spremenjali, kakšna bo ta dinamika razvoja likov, a se boš posvečala enakomerno vsem, ali bo večja teža na enem, kakšni so plani? Jaz mislim, da zdaj že vemo, da bo na začetku 3. knjige Arabela spektakularno umrla. Ne, hecam. Julija? Mogoče. Ne vem, ne mi dajati idej, nisem še zaključila načrta. Prosim, ne, pa bom bojkotirala. Ne, celo okej, serijo, ne bo. pa ne, tega ne. Pol ne bo. To je bed. Posebej zate ne bo. Ok, ja. Ne bom ti povedala. Ti me boš itak influencala. Skratka, glede na to, da bodo pač v 3. knjigi recimo, da imeli liki tako še več moči, na nek način bodo bili še bolj intenzivni. Skušala se bom vsem posvečati čim bolj enakomerno, oziroma pač za potrebe zgodbe. Pač nekateri definitivno bodo tako malo manj prisotni kot drugi, s tem, da to ne pomeni, da so manj pomembni, ampak samo, da nimam dovolj prostora. Poglobila sem recimo v neke aspekte njihovega razvoja, psihologije, ki jih do zdaj nisem raziskovala, ali pa so tako jih mogoče oni sami dali na stran, pa zdaj recimo pridejo v ospredje. Tako da pač spremenile se bodo okoliščine in zaradi tega se bo tudi spremenil njihov razvoj. Ne vem, ali sem na karkoli odgovorila. Dovolj skrivnostno, da si želim brati naslednjo knjigo. Ok, hvala. Super, zdaj na tej točki bom jaz vseeno, mislim, tisti dve, ki sem vedel, da boste dobro vprašanje postavili, ste postavili vprašanje, vi vsi ga zadržite zase, ampak hecam se seveda lahko Julijo, mislim, da pa Majo še kaj vprašate, če nočete, da javnost zve kakšno bolj važno vprašanje, pomembno vprašanje o obeh knjigah ali pa o ilustracijah. Maja, zdaj boš pa ti par besed seveda povedala o svoji razstavi oziroma o teh tvojih ilustracijah, ki jih lahko zdaj gremo pogledati. V bistvu na voljo so na ogled ilustracije, originali, ki krasijo tudi knjigo, se pravi naslovnica in notranje 4 ilustracije in seveda zemljevid. So pa tudi na voljo za ogled medicinske ilustracije različnih spalnih organov. Tako se proda razstava, ja. Ja. In nočne more. Vabljeni na ogled. Skratka, ja, pejte si pogledati, jaz mislim, da je to zelo zanimiva stvar. To so novomeški poletni večeri, jaz mislim, da še je na programu ene par reči, ker poletja se še niti začelo ni prav, tako da se še ne more končati. Jaz se vam res zahvaljujem, da ste ta večer preživeli v naši družbi in seveda se najbolj zahvaljujem Juliji in Maji, ki sta bili moji čudoviti gostje. In zdaj pa seveda pejte pogledati, kdor še ni šel ilustracije in kdor še nima knjige, Julija ima kuli, gotovo, ki ima vseeno prosto roko, bom ti jaz posodil kuli in bo komu tudi podpisala knjigo, če bo zelo lepo prosil. Hvala. Prej jo morate kupiti. To sem pozabil povedati, prej morate kupiti knjigo. Ne pišemo na knjige iz knjižnice, iz knjigarne. Tako da lepo prosim, da kupite kakšno knjigo, prosim. Zdaj ne vem, zakaj delam reklamo za Gogo, ampak vedno se nekako najdem v tem. Knjigi sta obe na voljo, ne najbrž samo. Mislim, da sta, ja. Celo obe sta na voljo, tako da lahko kupite v paketu in dobite 2 različna motivacijska izreka opisana v knjigo. Hvala Juliji in Maji še enkrat. Hvala vam, da ste prišli, hvala Novo mesto in se vidimo na naslednjem dogodku, jaz ne vem, najbrž drug teden. Uganem. Hvala vam, lahko noč. Hvala, Ljuša.